naj uporabim znane besede Jezusa Kristusa, kdo izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Lipa ima danes vsa potrebna dovoljenja, dokumentacijo pripravljeno, razen podaljšanega obratovalnega časa, kot je tudi povedala gospa iz občine, da dovoljenja tako, da deluje na način, ki ne bo obremenjevanje okolja. Ima posebej opravljene meritve hrupa, dislocirano parkirišče, tako da obremenitve okolja, ki bi bistveno motili okolice, ne more biti. Celo nasprotno, Lipa bo ena najbolj prijaznih diskotek za okolje. Klub Lipa, ne bar Lipa, kot je bilo prerečen, je obratoval, mislim, da več kot 7 let, pa cirka 7 let, brez ustreznih dovoljenj. Vi nam zdaj govorite, da je vse urejeno, da bo jakost zvoka, da bo urejena, da ne bo tako, kot je prej. Kako mi ne verjamemo ljudem, ki so toliko let kršili zakone, delali brez zadovoljenja, lastnik prejšnjega objekta, prejšnjega podjetja je pa zdaj trenutno na begu. Kako ne mi verjamemo vam in lastnikom Lipe? Mogo bi se pogledati v ogledalo in da največ hrupa ravno v tem času, ko se ti sam vrtil muziko v Lipi, je bilo. Sem bil pred par uram obveščen o tej, oprostite, novi finti. Ja, v redu, bom po domače povedal, če nam ne boste dovolili obratovanja po noč, se bomo pa, se je to gospod Krivic pozna, ustavna pravica zbiranja in prireditev, bomo pa prireditve po noč prirejali. Ali ne bojo dovolili točiti za ono, ali ne, to še ne vemo. Ja, oprostite, mislim, to je pa bistveno za celo zadevo in mislim, tle sem skušal okoli prnest, oprostite, tako je. In zahtevam in sem proti temu, da se Lipa odpre. In tudi vse kakršne dejavnosti po dnev in po noč. Živeli smo težko, spana ni bo nikoli. Jaz se moram boriti naprej. Lejte, moj sin ni odprl disk, se ga jaz odprla. Vi. On je bil direktor podjetja, jaz sem pa delala. In vi. Ne morate meni reči, da moram jaz zdaj kar positi stavko. Tišina, ne moramo se tako pogovarjati, ker ne slišimo.